Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vnetih. Dobila sem vprašanje in sicer od ene gospe, ki jo skrbi za zdravje njene mame. In sicer, mama ima zadnje čase taka huda vnetja, da enostavno ni več zmožna skrbeti za sebe. Enostavno se ne more sama napraviti, ne zmore osnovnih stvari opraviti, zato ker ima tako vnete sklepe, se pravi v rokah, v nogah, in uradna medicina ji predlaga kup stvari, v glavnem, ki nič ne pomagajo. Zdaj pa, zakaj ne more tukaj pomagati nekaj, kar ti da zdravnik? Vzrok je v tem, zato ker se na celični bazi tvori preveč snovi, imenuje se homocistein, in ta homocistein povzroča vnetja na celični bazi. In vnetja na celični bazi jih je treba pač pogasiti z nečem. Zdaj, če bi mi gledali, da je preveč dima, ne vem, v peči, pač dimnik sčistimo, če ne gre požiranje naprej, če se kadi v prostoru, damo, pač prečistimo kurišče. Zdaj pa, kako to naredimo na celični bazi, da se ne tvori preveč tega dima, homocisteina, in da v glavnem, da se pogasi tiho vnetje na celični bazi. Se pravi, v prostoru je preveč vlage in zato ta vlaga povzroča, to je tako, kot bi recimo tam, kjer živite v plesnavem prostoru, veste, da nobena stvar ne pomaga, da je v bistvu nekje vzrok, ampak nekaj treba drugače narediti. No, zdaj pa tisto na celični bazi, vam povem še prej eno zgodbo. Dejstvo je, da moj akter ni hotel sodelovati in to je naš Tobi. Naš Tobi, včeraj grem z našim Tobijem, ki je, koliko je 5 let star kužek, pa z našo Roni, ki pa je pol leta stara kužka, na sprehod in razmišljam, kako sta zanimiva ta dva naša kužka. Tobi je gospod, ona je pa razmišljam, dama in potepuh. Sem rekla, ne, to ni pri nas. Ona je potepuh, ona je razbojniška hči in gospod. No, in ta dva naša kužka sta strašno zaljubljena. In sta toliko smešna, mi se jim toliko nasmejimo, ves čas se grizlata za ušesa, pa poljubčkata se pa neverjetno. No, in ta potepuška hči, Ronja naša, ona je mladiček, ona je divja. In Tobi, Tobi ima pa vnetja. On je pa kuža, ki ima rad vse bolj počas, on pa ne bi hitel, on bi pa in kakorkoli, zdaj tale naš Tobi se je pa par dni nazaj začel dogajati, da ga je začela boleti tačka. In seveda vse zaskrbljene gledamo njegovo tačko, če je kaj pohodil ali karkoli, in na koncu pridemo do zaključka, da je dejansko se mu vnelo vezno tkivo. No, in seveda, hvala Bogu, da poznam rešitve, sem mu začela dajati omego-3. Omego-3, to našo, lejte, tole, ki jo dobite tudi za vas. Dejstvo je, da ena škatlica omega-3 je majhen več kot 30 evrov, to je cenejš kot vsak pregled pri veterinarju. No, pa ena druga prijateljica pa pravi, kako je njen kužek zdaj bolan, da res ne vejo, kje je problem, in na koncu se je izkazalo, da ima njen kužek vnetja na celični bazi. Sem rekla, pa dajmo omega-3. Kako jaz dam našemu kužku, dam omega-3 zavito v pršut ali pa v sir. Si mislite, ja, temu psu se pa godi. No ja, dejstvo je, da je omega-3, sir že povzroča vnetja. To ni preveč dobro, ampak na en način moram psu dati omega-3. Dejstvo je, da zdaj po parih dneh, ko mu dajem, pa ne 3 na dan, ampak zanje sem mu dala 7 predvčerajšnjim, pa pol tam 6-7 kapsul na dan mu dam, no, je že skoraj dobro. Druga stvar, zakaj našemu kužku ne dajem C-vitamina? No, zaradi tega, ker vsi sesalci, razen morski prašički, pa mi ljudje, ne proizvajamo svojega C-vitamina. In ker ne proizvajamo svojega C-vitamina, imamo tudi zaradi tega več avtoimunih obolenj, večkrat imamo vnetja, večkrat imamo probleme s srcem, z ožiljem in tako naprej. Tako da v glavnem, zdaj, če pa vse to prevedemo, pač v to gospo, se pravi, no, na to mamo, kar sem začela zgodbo. Da se bo ta mama sestavila, potrebuje velike količine omega-3. Zdaj pa kakšne količine? 1 gram omega-3 je za tiste, to je preventivno.
rabi pa 3 grame omega 3. Se pravi, to je teh kapsul 3-krat na dan po 3. Ne morete predozirati, razen bodite pa pozorni vsi tisti pri velikih količinah omega 3, kdor ima že zdravila za rečenje krvi, ta more pač previdno ne iti na te ubijalske doze, ampak mogoče bi bilo prej pametno se posvetovati z zdravnikom, kakšne količine omega 3, zato ker vemo, da razumni zdravniki, oni priporočajo, ne uživajo omega 3 tudi ljudje, ki imajo razna vnetja na celični bazi, pa kdor ima holesterol, pritisk, kdor ima težave s trigliceridi, v vsakem primeru, kdor ima kakršnekoli težave s srcem in z ožiljem, ker tudi to je vnetje na celični bazi. No, zdaj pa zakaj C-vitamin? C-vitamin je pa antioksidant in preprečuje oksidacijo po eni strani omega 3, po drugi strani pa vpliva na to, da se zmanjša proizvodnja, tako kot sem na začetku rekla, homocisteina, se pravi te vnetne snovi na celični bazi, se pravi pogasi to vnetno zadevo. Zdaj, poleg tega, da se vam bo zmanjšalo vnetje na celični bazi, vpliva ta kombinacija tudi, a veste na kaj? Na kolagen, na kožo, ne samo na prožne sklepe, ampak koža se obnovi, pomladi, vpliva na vezna tkiva, na oči, na pritisk v očeh, deluje na dobro počutje po celem telesu, deluje na hormone, recimo rastni hormon, hormon DHEA, ki topi maščobo na trebuhu, rastni hormon vemo, da pomlajuje, da obnavlja in vpliva na to, da hujšamo med spanjem. Dejstvo je, da ta kombinacija je prav čudežna. Jaz vam res priporočam, to je ena stvar, to je najboljša investicija v sebe. Veste, nekateri šparajo vsak mesec 50 evrov ali pa več. In dejstvo je, da ta kombinacija, dobro, pride majčkeno več kot 50 evrov, ampak vseeno, če gledaš, da vlagaš v sebe, ker dejstvo je, da te ljudje, ki tako vestno hranijo ta denar, ga slej ko prej porabijo za svoje zdravje. In zato je bolj pametno, da sproti vlagajo v svoje zdravje. No in zdaj naslednja stvar pri vsem skupaj, pri teh tihih vnetjih na celični bazi, pa vsekakor pomagajo antivnetne misli. Zdaj pa, kaj so antivnetne misli? Vnetja povzročajo misli, ki nas pošljejo v višave čustvene. A veste, pa ne tiste slabe, ne dobre. Dejstvo je, vnete misli, tiho vnetje na čustveni bazi pomeni, da neprestano premlevaš, kaj ti je nekdo rekel, kaj je naredil, kakšen je, kako bi bilo, če ne bi bilo. Se pravi, ta potreba po premlevanju negativnih dogodkov. To je v bistvu pa vnetje na čustveni ravni. In ko imamo vnetja na čustveni bazi, normalno, da se potem pozna to tudi na celični bazi in ne nazadnje na našem zdravju. Zdaj pa kako pogasiti ta prva vnetja? Da nehamo premlevati slabe dogodke. Dejstvo je, da mi lahko šofiramo svoj In če mi začnemo razmišljati drugače, zdaj pa rekli boste, ja, to je tebi enostavno reči. Ja, rečemo, da mi je enostavno reči, ampak dejstvo je, da vsak izmed nas ima kakšne dogodke, ima kakšne ljudi okrog sebe, ki ga šolajo na poseben način. In zato sem napisala karte prehodu na novo dobo, zato da lažje usmerjamo svoj Gremo zdaj na nekaj sporočil prehodu na novo dobo, pa vam bom prebrala komplet vsa sporočila, zdaj mi karta dol padla. Potrpljenje. Zaupam Božji hitrosti. Vse se ureja v najvišje dobro vseh. Zaupanje. To je še drugače kot potrpljenje, ne? Zaupanje v Božjo hitrost pomeni, da enostavno vse prepustim stvarstvu, da tako kot je ta prava hitrost, ko se bo zgodil. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja lahkotno in z božansko hitrostjo. Vse deluje v mojo korist. Vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne morem izsiliti. Vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljujem, da pride v moje življenje to, kar mi je namenjeno. Umirjena sem. Moja nestrpnost samo zavira proces. No, to je prva zadeva.
Se pravi, prvo moram vedeti, kaj si želim. No, kaj je tisto, kar si želite? Več miru, mogoče in harmonije v družini. Kaj pa, če bi za začetek začeli mi delati na svoji harmoniji, v svojem telesu? In res pomaga, to vam govorim iz svojih izkušenj, če si ponavljate, jaz sem božanska moč, jaz sem božanska luč. To je toliko močna, ampak da si ponavljaš. Zato, ker vse, kar ti si, ali pa jaz sem božanski mir, vse to, kar ponavljaš, to postajaš. To se dogaja, to izžarevaš. In izžarevamo približno 8 metrov okrog sebe vse to, kar nosimo v svojem srcu. Pomislite, kakšno moč imate. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. No, to je odgovor. Odgovor za vse tiste, ki imate vnetne misli, naj napolni mir vašo dušo. Sprejemam zdravljenje. Moje telo se zdravi samo. Bolezen pomeni samo opozorilo, da sem izven ravnovesja. Kaj naj spremenim? Kateri odnos mi povzroča kronični stres? Bolezen je blagoslov, je klic k spremembi. Moje zdrave celice so vedno bolj močne, naj se zdravljenje zgodi zdaj. Jaz sem zdravje, jaz sem popolno zdravje. In res poskusite, tisti, ki imate zdravstvene težave, 5 minut pred spanjem, da se usedete lahko v postelji, pač nekam, kjer ste sami in samo ponavljate, jaz sem popolno zdravje, jaz sem popolno zdravje. Jaz sem popolno zdravje. Potem pa z vdihom, jaz sem popolno zdravje. V bistvu obe smeri, jaz sem popolno zdravje in zraven, ko vdihneš, si predstavljaš, kako gre energija po hrbtenici navzgor in dobesedno napolni z energijo epifizo, ki je v centru možganov in gre naprej v hipofizo in v bistvu kot bi potekal v tok energije. In če boste to nekaj časa ponavljali, boste občutili, kako se poveča tok energije preko vaše kronske čakre in dobesedno vstopi nova energija v vaše telo. Poskusite, boste videli, in ta bela božja svetloba je svetloba, energija, ki zdravi. Zdravi vašega duha, zdravi vaše celice, zdravi vas, pomlajuje. To je bela svetloba, ko pride v vašo zavest, jo občutite, jaz jo občutam, kot da mi stojijo lasje pokonci, in jo takrat lahko usmerite v tisti del vašega telesa, ki rabi posebno nego in skrb. In zdaj, če mi gledamo mogoče ženska, ki ima težave z ženskimi hormoni, lahko date roke takole, tak položaj, in potem položite roke na predel maternice, če imate težave s srcem tukaj gor, in lahko potem se uležete in zaspite in dovolite, da v bistvu, da si predstavljaš, da polniš ta del svojega telesa zdravilno božjo svetlobo. Mi imamo tako moč v sebi samozdravljenja. Mi imamo to v sebi, ampak potrjevati, jaz sem zdravje, če jaz potrjujem, joj, koliko sem bolna, točno to dobim. In tega ne želim. Jaz želim popolno zdravje, popolno vitalnost, dobro počutje, harmonične odnose. In to lahko potrjujem in to izžarevam. In bolj kot potrjujem, bolj je polno to moje polje okrog mene, te moje energije in enako privlači enako. Zaupajte, stvarstvo vam želi dati vse, ampak ker imate v sebi božansko moč ustvarjanja, vam da tudi to, kar ustvarjate. Zdaj, če se vrnem čisto na začetku te zgodbe, ta gospa, ki ima vnetja, ja, pač problem je, razmišlja ves čas, tega ni, ta mi naredil to, ta je drugač, pomaga omega 3 in C vitamin, sigurno. Ampak druga stvar, kar bi bil čas, je pa to, da napolnimo svojega duha s protivnetnimi mislimi, se pravi zdravilnimi mislimi, in točno to se nam bo zgodilo v našem življenju. Tako da dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega, ker dejstvo je, da
A veste, čarobno, ščarati. Ta beseda je zlorabljena ali pa zavračam vso energijo drugih ljudi, vrač, se pravi, imamo vrač, vse ima tako moč. Ali pa, v glavnem, vse te besede, ki so slovenske, imajo tako moč in marsikatere so zlorabljene. Dajte začeti uporabljati močne besede, ker jih imate vse. In predvsem jih uporabljajte ne zato, da preklinjate druge ljudi in okoliščine, ampak da gradite svoje zdravje in svoje srečno življenje. Tako da uživajte in prosite kdaj angele, da vam pomagajo pri tem, ker so tu in samo čakajo na to, da vam priskočijo na pomoč. Uživajte in res vse dobro v vašem življenju.